Pozdravljeni ljubitelji umetnosti, pozdravljen Štefan Marflak, akademski slikar, umetnik, avtor objekta z naslovom Železarjem, Štaharija 2013. Pozdravljen gospod podžupan, gospod Štaher, pozdravljeni vsi tisti, ki imamo radi to naše ljubo mesto Ravne na Koroškem. Koroški slikarski vihar je zapisal Domen Planko na enem izmed socialnih omrežij ob fotografiji tega objekta. Koroški slikarski vihar. Stojimo pred njim in ostajamo brez besed. Pa se jih pravzaprav niti ne potrebujemo. Govori nam veličina, mogočnost trenutkov, ki jih je umetnik ujel v materialu, ki vzbuja spoštovanje. Spoštovanje do tradicije, spoštovanje do ljudi, ki so bili del te tradicije. Današnji dogodek se prepleta z mnogimi, ki so in še v tem kraju, v tej fabriki, krepko in ponosno ustvarjali svojo osebno zgodbo in tudi zgodbo nekega časa, tudi današnjega. Gospod podžupan, gospod Škafar, prosim, če lahko nekaj v tej zgodbi prispevate, poveste. Spoštovane obiskovalke, obiskovalci, cenjeni spoštovani gospod Štefan Marflak. V izredno čast, ponos in veselje mi je, da lahko danes na nek način ob krajevnem prazniku mesta Ravne in tudi ob 60-letnici našega muzeja predamo to umetnino vsem nam, vsem vam, vsem tistim, ki jo bodo videli in pogledali, nek način v užitek. Ker užitek je takrat, kadar stvari razumeš, včasih je še večji, kadar jih ne razumeš. Štefan Marflak je prav gotovo enkratni umetnik. Umetnik, ki ga marsikdo bolj ceni, kot ga cenimo mi. Ki ga marsikdo bolj pozna, kot ga poznamo mi. Vendar čas prihaja, čas priznanja in čas spoštovanja do Štefana. Štefan je umetnik, ki ga na nek način lahko hvalimo in se mu tudi zahvalimo. Štefan je umetnik, je pedagog, ki je v Ravne prinesel veliko veselja. Veliko veselja v družine, deklet, mater, ki postajajo umetnice, kvalitetne slikarke. To je zahvala Štefanu, ki zna prikazati, zna narediti tisto, kar dekleta, matere imajo v srcih, imajo v mislih, vendar ne znajo dati na platno. V teh letih je Štefan dokazal,
da lahko tudi z svojim znanjem, za svojo kvaliteto pedagoškega dela to naredi in naredi iz teh deklet, iz teh mater, iz teh žensk velike in krasne umetnice. Zato tudi za to Štefanu hvala. Veliko besed je lahko izgovorjenih, vendar to, kar pove Štefanovo delo, tega beseda ne more povedati. To, kar lahko izrazimo z besedami, z očmi, ne moremo, nikakor ne. Vendar oči povejo več, kot povejo besede. Poglejte, to je začetek enega dela, ki ga je Štefan veliko let nek način želel uvrstiti v prostor in sedaj mu je uspelo. Ta njegova umetnina v jeklu, v železu, v barvi je prav gotovo enkratna v slovenskem prostoru, prav gotovo enkratna v Ravnah. To je začetek končanja njegovega dela. V naslednjih letih in že letos bomo skupaj z občino Ravne, z srednjo šolo Ravne na tem prostoru, na tem platoju naredili veliko umetniških skulptur, se pravi veliko Štefanovo delo. Štefan je že pripravil projekt, ki je sicer sedaj nekaj let stal, sedaj smo ga oživili in ga bomo na nek način potegnili naprej. Zato Štefanu že naprej hvala. Pripričan sem, da bo ta trg z Štefanovo pomočjo, z Štefanovim znanjem in njegovo kvaliteto postal trg enkratnega namena umetnosti v Ravnah. Zato hvala vsem vam, ki cenite Štefana. Štefan, tebi pa še enkrat iskrena hvala. Hvala lepa. Zdaj pa vabim k mikrofonu Štefana Marflaka in kustosa Jerneja Kožarja, da mogoče povesta nekaj, da izmenjate nekaj misli med seboj. Dobro večer vsem skupaj. Torej, dovolite mi nekaj besed o tej skulpturi, objektu, kot ga imenuje Štefan Marflak, z naslovom Štauharija. Zdaj, Štefana Marflaka verjetno vsi dobro poznate, predvsem kot slikarja, kar je nenazadnje dokazal svojo veliko pregledno razstavo pred 2 letoma v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Vendar takrat je tudi, poleg slik, razstavil tudi nekaj skulptur, tako da smo videli, da se tudi v skulpturi, se pravi v prostoru, dobro znajde. Takrat razstava z naslovom Ta pota slika je prinesla na ogled nekaj podobnih slik, ki jih zdaj danes tukaj vidimo, in se mi zdi, da je ta štauharija na nek način vrhunec ali pa zaključek tega opusa, Ta pota slika. Zdaj, če pogledamo to sliko oziroma objekt oziroma skulpturo, imamo nekaj težav, kako jo sploh imenujemo. Vidimo, da deluje dejansko najprej kot neke vrste pano ali pa ozadje, na katerega je Štefan Marflak pritrdil različne objekte, 3 slike, ravno iz tega omenjenega cikla Ta pota slika, in druge objekte, kot so na primer macole, žica in podobno. Zdaj, slika oziroma ta objekt deluje z obeh strani, se pravi narejena z obeh strani, čeprav je najprej bilo mišljeno, da bo samo iz ene, vendar zaradi lokacije, na kateri stoji, mora zdaj tudi ozadje funkcionirati. In od zadaj, ko boste videli, danes se mogoče malo slabše vidi, ker ni osvetljeno, je razdelil to konstrukcijo na 24 predalov, da jih tako imenujem, v katere je umestil tudi posamezne objekte, posamezne odpadne kose, jeklene odpadne kose, ki jih je našel v železarni, v fabriki, kot pravi. Tudi na tej strani vidimo, da so te odpadno železo, odpadni material je uporabil kot sestavni del te slike, tega objekta, na katerem je, kot rečeno, so tudi te 3 slike. Se pravi, da deluje ta slika objekt na 2 načina, kot skulptura in kot slika. Zdaj, mogoče še o sami lokaciji, na kateri stoji ta objekt. In sicer se mi zdi posrečeno na nek način, zaradi tega, ker poudarja to os, to os ravn, komunikacijsko os, ki gre od Javornika, od Javorniškega gradu in se konča v fabriki, pred vrati fabrike. Hkrati pa zaradi te postavitve, ker dejansko gledamo sever-jug, povezuje tudi druge, mogoče manj povezane dele Ravne, ki jih mislim, da bi bilo treba v bodoče bolj poudariti, ker mislim, da bomo zdaj v naslednjih letih, ko bo Štefan Marflak
še dodal dodatne skulpture tu na ta trg in pa verjetno v naslednjih letih, kot obljubljajo, da bomo oživili Formo Vivo. Verjetno bomo lahko tudi s temi skulpturami povezali te ostale dele Ravn, kot je, se pravi, študijska, park, Čičovje in pa ta mogoče malo v zatišju ta del, star del Ravn, ki je tudi zelo lep. Ne vem, to je mogoče za uvod, zdaj pa Štefan, mogoče lahko ti poveš, kaj predstavlja to delo. Lep pozdrav vsem, kjerkoli. Ne vem, so me vprašali, kaj pa ti, pa železarna, pa kaj pa imaš ti s tem, ne? Nekdo me vprašal. Srko, ja, moj ded je bil tole mojster pri plavžih, en prvih. Moja mama je bila v fabriki, se je učila za švasar, ko bom po domače rekel, no. Varilko, oče je bil kovač v fabriki. To so dolge zgodbe. Ta slika ni nastala včeraj. Ta slika je nastala, ko sem se s kovaštvom rodil. Mislim, takrat je začela nastajati, kakorkoli. In skozi sem se želel, da bi nekako na drug način, recimo, porečemo tek, kovač je kovač, v redu, obvlada svoj poklic. Jaz sem to kovaštvo na en način hotel prenesti v nek objekt, v eno sliko. Pa ne sam spomine na tisto, kar je bilo, ampak kakorkoli, fabrika še zmeraj živi, jo lahko po noči čujemo, ali kakorkoli, pa čez dan. Tako da, to ni namišljena zadeva. Vsebina je pač, in zato sem jaz tudi to posvetil železarjem, prejšnjim, zdajšnjim, pa za naprej. Upam, da ta fabrika ne bo obnemela, pa da se ji ne bo dalo slišati, pa da ne boš mogel iti tja pogledati, včasih grem pogledati, ko se železo topi, pa tako naprej. Tako da, ti misli, da je to čist nekje na pamet narediti, no, po domače rečeno. Pa ne ostane to, jaz bi rad, saj sem dolgo bil na Ravnah, pa v Mežici, pa kakorkoli, še zmeraj se imam za Korošca, nimam se ne za Ravnčana, ne za Mežičana, ampak te stvari moramo gojiti. Na en način je treba povedati, kdo smo, pa odkje smo, pa ne sam prednik, ampak danes tudi, jaz še danes tako čutim, ne vem, ko sem meh gonil pri 8 letih, tam, ko je oče koval, pa kakorkoli. Tako da, temu gojiti, pa ne samo železarno, dajmo gojiti še Ravne kot take, pa Koroško kot tako, no. Zato je ta slika. Se ni sama sebi namen. Ima svojo vsebino, ima neke vrednote, slikarske, take, kiparske, kakorkoli. Meni je včasih zelo žal, ker ene stvari te grejo mimo nas. Pa enostavno ne veš zakaj. Zdaj, šola se dela, kovinarska nova, pa tako naprej. Gimnazija še zmeraj obstaja, pa mi pa tudi še zmeraj obstajamo, ljudje. S tem mestom pa moramo zaživeti. Zato
se bojo delali neki projekti, še znotraj ravno počasi ali kakorkoli, pa da bojo biti skupaj, zakaj ne? Zdaj mogoče še o samem objektu, o sami skulpturi. Sicer, kot vidite, kot sem že omenil, so posamezni odpadni kosi montirani na to ozadje, kot recimo macole, žica, in pa slike. Zdaj, po eni strani, kaj predstavlja, to je vprašanje, ampak po moje je to ni nič drugega, kot pa to, kar je, to, kar vidimo. Se pravi, macola je macola, žica je žica. Hkrati je pa vse te elemente Štefan Marflak uporabil kot likovne elemente, s katerimi je sestavil to kompozicijo tega triptiha. Hkrati, kot rečeno, so na tem ozadju te slike, ki pa predstavljajo to naše okolje. Zdaj pa seveda ne smemo pozabiti, da so tam še dva ampusa, dve skulptura, ki je nek uvod v vse to kompozicijo. Hkrati pa, kar se mi zdi zanimivo, je namenoma pustil, da zadeva rjavi, da propada, da vidimo, kako mineva čas. Vete, kak je, se rodiš, še ne veš, ko si star tam enih 40-50 let, pa že malo čutiš, da cajt gre mimo. Ne, da cajt gre mimo, ampak da enostavno greš nekam, ampak isto je z materialom. Zato jaz moram nekaj drugega povedati, da nam zdaj nekaj v življenju po smrti govoril. To je tako ali tako jasno, ampak Krk, material, da ga postaviš, jaz imam zelo rad, da z materialom, s katerim pač delam, kakorkoli, imam rad, da ni nekje v galeriji vpet, da ni neka pač slika na steni, kakorkoli. Zdaj se mi je pač ponudila ta prilika, da material zaščitim za neki let, pa kaj se vem, pa se bo nekaj dogajalo z njim, pa bojo rekli, glede, pa kakorkoli. Danes včeraj je bil tak, pa je danes je bil tak, pa spreminja vsebino, nič. Material ne spreminja vsebine, ostaja, se stara, z nami vred, tak je. Slike niso zato, da so večne, čeprav, kaj ti misliš o tem? Jaz mislim tem, da jeklo je najbolj ekoloških materialov, kar je. Čeprav zdaj izgleda mogoče malo neugledno, nekomu se bo zdelo nenavadno, oziroma, a kaj svem, da ker pač rjavin, zdaj ta rja teče po tleh, po zidu, vendar jeklo je en najbolj ekoloških materialov, vse ga vedno znova lahko predelamo, uporabijo ga vedno znova, najprej kot izdelajo neki pol, kot odpadno železo znova pretopijo. In je to na nek način naravn material. No, jaz Rembrandta ne morem naslikati, ker Rembrandt se je že naslikal, kakor se je. Danes smo po 21. stoletju, ko se stvari spreminjajo, znotraj pa mišljenja se spreminjajo, znotraj same umetnosti, slikarstva, kiparstva, pa še česa, kakorkoli. In je prav, da začnemo malo drugače. Rembrandt, zdaj, ok, gremo ga pogledati v Amsterdam, karkoli že. Ampak jaz lahko vam nudim svoje delo, tako kot je, ko ga delam vsak dan sproti, v tem okolju z vami in tako naprej. To je to. A lahko, prosim, niso tih velika prijatelja, pa spoštujem, morajo muziko še, tako da bi ga lepo prosil, če lahko še, 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 če lahko še,
naredijo ene intermezzo. Je pa super glasbenik. Hvala. Bil pogovor, kaj mi je ostalo tako zelo v misli, povezovanje. Štefan je rekel, naj umetnost povezuje in če gledamo zgodovinsko, je umetnost vedno znova povezovala. Zdaj mi pa dovolite, da ob tej priložnosti da se v umetnikovem imenu zahvalim nekaterim posameznikom in podjetjem, ki so na nek način prispevali v tem času, ko je umetnina nastajala, na svoj način prispevali k temu, da je umetnina danes tukaj. To je podjetje Serpa, d.o.o., družba DKL, Ivan Oto, graverstvo Winkler, še posebej pa gre zahvala Miranu Klančniku in Planko Igorju. Yeah. Ena posebna zahvala na koncu, saj veste, kdo drži 3 vogale pri hiši. Mira, tudi tebi se tvoj dragi Štefan še posebej zahvaljuje za vso potrpežljivost, za vse, kar počneš, kar narediš v tem času, da lahko on krasno ustvarja. In zdaj mislim, da je nastopil ta svečani čas, ko lahko predamo objekt krajanom in kraju Ravne na Koroškem. Prosim, vabim k mikrofonu podžupana, gospoda Škaferja. Mogoče še samo to, da teh 8 mesecev, ki je na nek način trajala ta fantastična stvaritev, je bilo 8 mesecev velikih pričakovanj. Štefan je v tem času na nek način tudi zorel in dozorel. Zato mu še enkrat hvala. Sedaj predajam ta veličastni skulpturo, sliko v
užitek, v naš užitek, v počitek našim očem. S tem je danes ta skulptura odprta. Rekla še tole. Hvala lepa vsem, ki ste prišli danes sem počastiti umetnika in njegovo delo. To ne pomeni, da zdaj že zaključujemo in da gremo hitro domov, ampak vas vabim, da se malo podružimo še. Uživajte in uživajmo še naprej z umetnostjo. Hvala lepa.